na podlagi samo tega, kar se govori v družbi, v njih bi celo mislili, da ne obstajajo, ampak moški prostituti so realen del družbe, tudi slovenske. Pa me zanima, kako razširjen je, mislim, po vaših opazovanjih, raziskovanjih, kako razširjen je ta pojav, recimo, samo na prostoru Slovenije. Skozi moja tisto intenzivno obdobje, ko sem raziskoval veliko več, sem vedno v teh okoljih srečeval, da so mi ženske govorile tudi o moških. Ne? In mislim, da se je v nekem procentualnem razmerju, kot je recimo razmerje med heteroseksualno in homoseksualnostjo, ne? Take približna razmerja se nahajajo tudi v tem. Veste, vedno je prostitucija odraz tistega, kaj širša družba je. Ne? In mislim, da je tega manj, mislim, da zadeva je do določene mere primerljiva s tem, kaj se dogaja v svetu, kajti danes je pravzaprav svet ena velika vas, ne, komunikacijsko povezana in hitro prenašajo se informacije, kako se deluje, kako posel deluje, kako ono in tretje. Ne. Dejstvo pa je, da je to mogoče še bolj skriti del te populacije, kot pa je to recimo, kot so pa ženske. Ne. Pri nas osebno je bila izkušnja, da smo dobili dostop do gejevske prostitucije, ki ni edina oblika moške prostitucije, ne, ampak do tega smo prišli, ne, in nekako so nam zgodbe, ki smo jih, v bistvu intervjuji, ki smo jih delali z moškimi gejevskimi prostituti, ne, pokazale, zgodbe so v bistvu zelo različne. Ne. Imaš od situacij, ko je prostitucija povezana z ekonomskim položajem posameznika, ne, in se pač ukvarja s prostitucijo za preživetje, do oblik, ko je nekdo zaposlen, ne, in se recimo v prostem času ukvarja, nekako bi rekli, z stiki, z prostitucijo v bistvu postaja v določeni obliki tudi nek način socialnega življenja, ne, ko je nekdo recimo aktiven v filmski porno industriji, recimo tudi, ne, skratka, ne, spreminjajo se tudi oblike, kaj pojmujemo kot prostitucija na splošno, ne glede na razlike moška-ženska prostitucija, ne, da v tej kompleksni družbi, ne, v bistvu to ni več tisto, kar smo si tradicionalno predstavljali, ne, da imamo običajno to ženska, ki ponuja seksualne storitve, na drugi strani stranka, ki je moški, to je oblika prostitucije, ne, ni pa edina. Ne.